Altaj nam je za dobrodošlico pričaral obilo mavric. Po urah letenja in vožnji do zadnje vasi Kučerle pa smo se osvežili na svetem mestu, izviru svete vode, Aržan Suju, katerega voda je tudi vključena v črni sibirski čagi. Že iz kombija smo občudovali neokrnjeno naravo Gorno-Altajskega, ki nas je enostavno navdušila. Do cilja smo prišli utrujeni, po več kot 30 urah potovanja, a polni pričakovanj. Takole, naš prvi, drugi dan takole izgleda. Prišli smo v zadnjo vas civilizacije. In že tamle je Žiga, ko se sprehaja ven iz savne. Ja, savno imamo. Takle si je Marija Ana lepo uredila v tej vasici. Žiga, boš kaj povedal? Fajn je. Mirno, čist zrak. Ja, ne. Tamle dol se nahaja kuhinca. Bom šla pol pokazati. Tamle v zadnji se skriva naš kamp. V glavnem, zdaj smo v zadnji vasici. Tu dalje ne bo nič kaj, sam miše. Jasmina, vidim, da si kitko dela. Tamle je Jasmina, glih ven iz WC-ja prišla. A jaz sem pa mislila, da si tam dol, pa sem še rekla, levo Jasmina tamle dol. Kaj je bilo, Jasmina? Diši? Ne, se moramo. V glavnem, ja, evo naša savna. Ja, ker ni tuša, ampak imamo pa savno. In pa tule dole greš potem kuhinji. Evo, takole je pa naša kuhinca. Tule nam gospa kuha skozi. Imamo kotelček. Vse, to je evo zunanja kuhna in pa naravni hladilnik. Evo, tam mleko je v hladilniku in ta hladilnik je tudi naša kopalnica za zobe umivati, tako da ko si jih pomivaš, ti mičkeno zmrznejo, ampak dobro. In to je naš razgled, ko se zobe umivaš. Evo, lej, rokice se lahko miješ, vse. Vanem takole, ful lušno. Kaj ne rečem, super je. Ampak, ja, to je hotel, to sem dala povedati, to je naš hotel. Prvič smo se lahko umili v mrzli, a osvežujoči reki Katun. Že naslednji dan so nas v zanimivo stanje pripeljali grleni pevci, udeležili smo se namreč prvega festivala grlenega petja. A kmalu smo se že pripravljali za divji, neokrnjeni Altaj. Vsak od nas je dobil svojega konja, ki ga je za nas izbral vodnik Arkadi, in priprave na odhod iz vasi Kučerle so bile intenzivne. Hrana, šotori, spalke, dvoje gat, hlač, majica. No, pa smo se odpravili pod vodstvom izkušenih vodnikov in seveda naše Marije Ane Kolman. Skupina 10 Slovencev in vsak čisto svojo zgodbo in svojim namenom. Za rojstni dan, 60. rojstni dan, sem se odločila, da naredim nekaj posebnega in doživim nekaj lepega z novimi energijami, in zato sem se odločila to potovanje, ki sem ga je prav bilo namenjeno, ki sem izvedla prek vaše televizije. Ko sem Marijo Ano slišala na klepet ob kavi za Altaj in Beluho, mi je to poklicalo in ni bilo več razmišljanja, se gre ali ne gre. Bil pa je poseben izziv pohod s konji.
Za samo beluho, pa za altaj, pa sem pustila, kar se tukaj zgodi. Moje vsakodnevno delo je povezano v prostorih in nimam več stika z naravo. In to se mi je zdela taka lepa priložnost, da pridem spet prvobitnosti v stik z njo. In pregovorilo me je, ali pa nagovorilo, način, kako je predstavila Marija Ana Kolman altaj. In zdaj, ko smo že skoraj na koncu poti, lahko rečem, da je to res eno krasno potovanje k pristnosti, k prvobitnosti, v deželo ljudi, ki so meni neznani, tuji, samo v šolskih klopih poznani, in da je to, kakor človek vzame pot k sebi, duhovno potovanje. Vedno sem hotela doživeti taka prostranstva. Altaj ima to kvaliteto prostranstva, narave, tako res neokrnjene. In te ene tišine, ki je lahko, kadar ni drugih motilcev. Tako da me to pravzaprav potegnilo, da bom lahko sama s sabo in v naravi in s temi elementarnimi silami, kakor je veter in sonce in zemlja in tako primarno. In kaj je o naši skupini povedala Marija Ana Kolman, ki nam je vsak dan prebrala tudi kakšno altajsko pravljico? To je bila prav posebna skupina in sem tako vesela. 5 let že hodim na altaj, na to področje, ampak ta skupina je bila prav poklicana, ne samo, da pride pod beluho, kar je bil naš cilj, ampak je tudi prva skupina, ki je prišla na strogo zaščiteno področje, kjer se nahajajo kurgani ali starodavne grobnice. In ta skupina je prvič doživela te energije kurganov in tega področja, na področju altajskega Visokogorja. Kako se pa skupina kaj znašla v takih manj udobnih pogojih? Ne glede na to, da pravzaprav nihče ni pričakoval, da bo treba iti včasih tudi preko sebe, je ravno zato, ker je bila skupina dejansko poklicana, vse teklo normalno. Nobenih kriz ni bilo, čeprav je bilo to 14 dni brez kakršnega koli komforta in ne samo to, celo z muko, z težkimi vremenskimi pogoji, pogosto tudi težkimi vzponi in spusti, voda mrzla, noči mrzle. Ljudje zagotovo niso navajeni v Evropi takega okolja, ki bi jim pravzaprav omogočal to res primarno povezavo z naravo in tudi onemogočal kakršnokoli možnost, da zaradi težkih okoliščin izstopijo iz tega. Tukaj nimaš kam izstopiti. Imaš svojega konja, imaš na desetine kilometrov ali pa na stotine kilometrov divjine, neokrnjene narave in mislim, da če je človek postavljen pred dejstvo, da je odvisen od sebe, od moči svojega duha in fizične pripravljenosti svojega telesa in seveda od poklicanosti, da pride v to močno energijsko polje, da so tudi težke razmere enostavno premagljive in jih lahko sprejme. Na poti smo doživeli neskončno fascinantnih razgledov, planjave, pisanih rož, seveda pa smo nabirali tudi živico, smolo sibirske cedre, ki še kako pride prav, če jo uporabljamo vsak dan pred spanjem zgolj kapljico pod jezik. No, videli smo tudi altajsko gorsko smolo, s katero je najbolje začeti dan. Srečali pa smo se tudi z drugimi zdravilnimi rastlinami, ki so del olja altajske princese.
Marijana Kolman se namreč jeseni vrača v Slovenijo in 26. oktobra v Ljubljani pripravlja predavanje o sibirski fitomedicini, govora pa bo tudi o uporabi vseh teh rastlin pri soočanju z različnimi zdravstvenimi izzivi, kot tudi pri krepitvi in ohranjanju zdravja ter mladosti. Sibirska fitomedicina je pravzaprav neka primarna medicina, ki jo že stoletja ali pa tisočletja izkustveno uporabljajo ljudje, ki živijo seveda daleč od civilizacije, daleč od lekarn in se seveda pri zagotavljanju zdravja, ohranjanju zdravja ali pa vračanju zdravja lahko zatečejo samo k rastlinam, ki rastejo v njihovem okolju. To je tisto, kar je značilno za, pri nas rečemo, ljudsko medicino, ampak mislim, da postaja vedno bolj pomembno za vsakogar, tudi za ljudi, ki živijo v okolju, ker je na vsakem vogalu lekarna, pa kljub vsemu ugotavljajo, da vrsta stvari, ki jih kupujejo za vračanje ali zdravljenje ali ohranjanje zdravja, izgublja tisto primarno povezavo z močjo narave. Sibirsko fitomedicino sem študirala mnogo let nazaj, z njo sem se srečala v Sibiriji in pritegnila me je ne samo zaradi lastne izkušnje, ker sem iskala zdravje za mojega starejšega sina, ampak tudi zaradi širokega znanja in močnega delovanja rastlin, ki jih pravzaprav srečujemo tudi pri nas na vsakem koraku. Seveda v Sibiriji in na Altaju rastejo rastline, ki pri nas ne rasejo. To so endemiti, tukaj seveda tudi nahajališče čage, mumije, živice, ampak kljub vsemu raste tukaj tudi vrsta rastlin, ki so prisotne tudi pri nas, s tem, da pri nas večina ljudi sploh ne ve, kako močno, zdravilno in krepčilno delovanje ima vrsta rastlin, ki jih imamo pri nas, včasih celo samo za odvečen plevel. Ena takih rastlin, recimo, ki jo jaz tudi, ko učim fitomedicino, izpostavljam kot zelo pomembno, je, zdaj se moram spomniti, ko se po slovensko reče, rusko ima tako lepo ime, padorožnik. To je tista rastlina, ki raste po poteh in ki smo si jo včasih otroci, če smo si potolkli kolena, pa smo krvaveli, nabili list na koleno in je nehala kri teči. To je trpotec, ki raste pri nas dobesedno kot plevel. In večina ljudi ga svojih vrtov odstranjuje kot plevel, ne da bi se zavedala, kako močno in široko zdravilno delovanje ima. Predavanje o sibirski fitomedicini se mogoče sliši malo tako sibirsko, ampak namenjeno je pravzaprav vsem tistim v Sloveniji, ki želijo spoznati zdravilno moč narave, naše slovenske narave in začeti ohranjati starodavna znanja, mnoga znanja, ki so mogoče del sibirske fitomedicine, poznajo tudi še naše babice, naši predniki, ne tako daljni predniki, ker to je slovanska tradicija, ki se je ohranjala na vseh področjih, kjer so upoštevali in uporabljali naravne dobrine. Tako da znanja, ki sodijo v okvir fitomedicine, so pravzaprav zelo praktične narave. Tukaj gre za čisto enostavne tehnike in seveda poznavanje rastlin, kar nam pride zelo prav pri ohranjanju zdravja naših otrok in vnukov, ki pogosto obolevajo za virozami že prvi teden, ko grejo v vrtec, pa se dajo stvari zelo na enostaven način rešiti s poznavanjem zdravilnega delovanja, recimo živice ali pa kakršnega koli hladno stisnjenega olja, da s tem otroku namažemo znotraj nosnice in s tem onemogočimo vdor virusov.
Potem take preproste stvari, kot so masaže z volneno nogavico recimo, pa z kakšnimi doma pripravljenimi tinkturami zdravilnih rastlin. Potem pomen teh osnovnih 4 elementov, zemlje, vode, ognja in zraka, čas, kdaj nabiramo rastline, kako jih nabiramo, katere rastline so primerne za vzdrževanje zdravja, katere za zdravljenje določenih bolezni in tako naprej. To je tematika sibirske fitomedicine. Bodo lahko na predavanje dobili informacije tudi tisti, ki se soočajo z resnejšimi zdravstvenimi izzivi, pa bi radi našli kakšno podporo oziroma oporo tudi, kar se fitomedicine tiče, se pravi, bo govora tudi o čagi, recimo, ki je zelo znana kot podpora pri zdravljenju in soočanju z diagnozo rak. Ja, poleg tistih rastlin, ki rastejo pri nas, bom v okviru tega predavanja omenila seveda tudi 3 altajske bisere in sibirsko čago in pomen uživanja čage recimo in eleuterokoka kot podpornega zdravljenja pri onkoloških boleznih, vpliva čage na čiščenje celice, na razstrupljanje organizma, na odpravljanje stranskih učinkov kemoterapij in radioterapij in seveda tudi kot pripomoček alternativno zdravljenje pri težkih bolezenskih stanjih. Vabljeni torej na predavanje 26. oktobra, seveda se morate predhodno prijaviti, zdaj pa se vrnimo k naši altajski zgodbi. Narava, da te presune in zares življenjska dogodivščina, ki se ne da opisati, a če bi pogledali na Altaj v številkah, bi rekli nekako takole. Število dni preživetih v naravi 17, pospravljanje in podiranje šotora, ja, več kot 20krat zagotovo, kilometrov, ki smo jih prepotovali s konji, več kot 150, torej več kot 150 kilometrov, potem opravljenih klicev, poslanih SMS-ov, nič, ker nismo imeli tega udobja, niti ga nismo želeli, in prebranih pravljic, ja, kar nekaj jih je bilo. Nakupljenih sibirskih izdelkov in uporabljenih sibirskih izdelkov, to pa mnogo. In brez skrbi, še za vas smo jih prinesli. Saj veste, kako pravijo, če ti ne prideš v Sibirijo, pride pa Sibirija k tebi. Če bi se nam pa radi pridružili na kakšnem klepetovem potovanju, potem pa dobrodošli. Kar nekaj jih pripravljamo v prihodnjem letu, tako da spremljajte oddajo Klepet ob kavi, oziroma če greste na spletno stran klepetobkavi.si, tudi tam najdete vse informacije. Pa srečno pot! Celo življenje je namreč popotovanje.